današnji svet stranke poteka po normalnem dnevnem redu. Med ostalim imamo tudi zaključni račun, tudi perspektive za naprej. Je pa v točki politična ocena sedanjega stanja zelo zanimivo, skoraj bi rekel resna razprava, prav zaradi zadnjih zelo aktualnih razmer. To je program, ki ga doživlja ne samo predsednik stranke, ampak celotna stranka. In med ljudmi je čutiti veliko prizadetost, užaljenost in skrb nad takim stanjem v Sloveniji. Mislim, da še nikoli nismo bili tako na dnu s politično kulturo in z občutkom, da se Slovenija zgublja v brezno ne samo gospodarske krize, kjer nikakor se ne moramo izkopati iz tega, ampak predvsem v neko drugo krizo, ki se je začela že kot predvolilna kampanja za naslednje volitve. In ugotavlja se v razpravi, da vkolikor je bila prejšnja predvolilna kampanja obvladovana za geslom diskreditirati in rušiti Janšo, niso bile v ospredju nobene gospodarske teme. Potem je sedaj, čeprav smo tako globoko v gospodarski krizi, pričakovati še bolj umazano tekmo, še več laži, insinuacij, predvsem pa žaljivih, izredno žaljivih stvari. Tako da moramo reči, in tak bo verjetno tudi epilog vsega tega, da Slovenija v tako nizki oziroma brez minimalne politične kulture, brez minimalne resnicoljubnosti ob takem programu, ki je nabit laži, podtikanj in žalitev, nima dobrega izhoda.